Pozdravljeni. Danes bi želela z vami podeliti trenutek iz mojega življenja, ko sem res čutila izjemno močno in čustveno bolečino in fizično bolečino. In to je bilo v bistvu ob začetku konca mojega zakona, ko sem dojela, da ne bom mogla ohraniti družine. Ko sem dojela, da pot, ki je bila dolga več kot 20 let, 23 let, da se počasi končuje, skupna pot. In takrat so se v meni začeli prebujati izjemno močni občutki in čustvene bolečine in fizične bolečine. In spomnim se, kako sem bila na vrtu pod mojo cedro, ki sem jo sama posadila in je že zrasla, in na ležalniku, in se gledala v tiste vejice in gledala sem v nebo in znotraj me je hotelo raztrgati. Bolelo me je tako, da bi v tistem trenutku, če bi karkoli imela, da bi lajšalo to bolečino, bi vzela, bi požrla vse, čeprav nikoli nisem jemala ne zdravil veliko, ne drog, ne nič. Ampak tisti trenutek je bil tako močen, ker pa nisem imela nič tega, mi ni preostalo drugega, kot da se soočim s svojo čustveno bolečino. In takrat sem se naučila, da ko je ta bolečina tako huda, da nimamo več kam zbežati, takrat se v bistvu začne naša sprememba. In takrat se je v bistvu začela moja sprememba na bolje. Ta bolečina je bila, ko je nisem mogla več zbežati pred njo, ta bolečina, tu se je začela moja osebna transformacija, ta prava. In kaj je bilo v bistvu skrito pod tem, da je mene fizično telo bolelo in da je mene čustveno bolelo? Kaj je bilo tu not skrito? Takrat v tistem je prišlo na plano občutek, da nisem vredna. Občutek manj vrednosti, tako močen, da je to izjemno bolelo. In takrat sem se v bistvu naučila, takrat sem dojela, da sploh ti vzorci obstajajo. Podzavestni vzorci. In da ti močni negativni vzorci, da so povezani z močno čustveno bolečino. In takrat sem vedela, da moram najti rešitev, ker enostavno nisem mogla več živeti, ker kadar imamo močen občutek manj vrednosti, s tem je izjemno težko živeti. In začela sem iskati in ugotovila sem, da ta občutek, da je povezan z marsičem iz mojega otroštva, da sem se kot punčka počutila, saj se ni nič hudega okoli mene dogajalo, samo jaz sem se počutila manj vredna, jaz sem se počutila, da me ne opazijo, jaz sem se počutila, da sem sama, jaz sem se počutila, da nihče v bistvu sploh ne ve, kako se jaz počutim. In čutila sem se, da nimam ljubezni, čeprav gotovo je bila okoli mene, in pol sem se tudi tako obnašala in sem se še bolj počutila samo. In sem se nekako zakopala v ta krog, da nimam ljubezni in ta močen občutek manj vrednosti. In potem, ko sem pri svojih, 46, 45 se s tem soočila, sem rekla, glej, jaz bom šla v preteklost in poiskala bom vse, kar me boli, in bom to izčistila iz sebe ven. Jaz bom dala te stare občutke ven, ker jaz hočem živeti svobodno. Imela sem tako močno željo, da hočem živeti osvobojena teh težkih občutkov iz preteklosti, ki mogoče sploh, ki sem si jih takrat kot deklica, pač tako sem doživljala. Morda takrat sem v tistih trenutkih doživljala tudi, da morda ta občutek manj vrednosti ni samo moj, ampak da je morda bil tudi podedovan. Morda je bilo to po ženski liniji, Bog ve iz katerega kolena, prenešeno do mene. In ko sem kasneje tekom let in desetletja delala z ljudmi in zelo veliko Slovencev in Slovenk posebej je imelo v sebi ta občutek manj vrednosti, se mi je zdelo, da mogoče pa je ta moj občutek del tudi naše kolektivne zavesti, našega kolektivnega občutka, ki ga imamo kot narod. Vsekakor takrat ta moja fizična bolečina in čustvena bolečina sta bila povezani z občutkom moje lastne nevrednosti. In odločila sem se, da se tega rešim, in pot seveda sem mogla raziskovati, sem se mogla učiti, sem mogla pogruntati, sem iskala vse povsod, ampak nekako voljo sem pa imela močno. In sem ugotovila, kako lahko korak za korakom ta občutek manj vrednosti dam iz sebe, si izbijem svoje glave, izbijem svojega srca, izbijem svojega telesa. In ugotovila sem tudi, da ko sem ta občutek manj vrednosti spremenila in naredila, da sem se počutila vredna, in danes se absolutno počutim vredna, ko sem to spremenila, se je moje življenje tudi začelo spreminjati.
Moje življenje mi je začelo dokaze dajati, da sem vredna, tako kot mi je prej dajalo dokaze, da sem manj vredna. In takrat sem v bistvu začela to kompleksnost tega razumevati, te povezave med fizičnimi bolečinami telesa, težavami, ki jih imajo s fizičnim telesom, z našimi čustvi, z preteklimi občutki, z vzorci in predvsem s tem, kako lahko to spreminjamo v naše dobro, v našo osebno rast, pa ne samo zato, ker je pač fino se iti osebno rast, ampak zato, ker se s tem spreminja naše življenje. In to se dokaj hitro zgodi v tednih, v mesecih, veliko, ko pa leta nazaj pogledamo, wow, jaz sem postala druga oseba danes. In danes sem izjemno hvaležna, ker razumem to povezavo in ker vem, če fizično mene bolelo, ni to nekaj, da vzamem tableto in da bo se pomirilo, da moje telo kriči, da hoče se počutiti vredno, da moje telo noče se počutiti manj vredno, moje telo se hoče počutiti, da hoče biti zdravo in zdravo je lahko takrat, ko jaz čutim, da sem vredna, ko imam ljubezen do sebe, ko živim v skladu sama s sabo, ko sem povezana s svojim najglobjim, tudi duhovnim bistvom. In to je v bistvu tisto, kar tudi vam želim, da če v sebi prepoznate občutek manj vrednosti, da vedite, da je izjemno vredno, da ga spremenite v občutek, da ste vi vredni, ker absolutno ste.